slišim danes od vas predstavnikov in program te stranke Povežimo Slovenijo v smislu, da v Sloveniji nekako v glavo pade, da razvoj Slovenije je na tem sloni, kar govori ta predstavnika Povežimo Slovenijo. Pravzaprav vse trije predstavnika. Recimo za Ljubljano. Iz naše občine Slovenija voze skoro masa ljudi v Ljubljano, ampak kam? V javno službo, državno službo. In zdaj, če bi te pokrajine ustanovili, bi te ljudje postali lepo tukaj in ne bi bilo take gužve v Ljubljanke, v gospodarstvu zelo malo hode v Ljubljano v službo. Tudi hode v gospodarstvu. Zelo malo, ampak recimo tukaj je idealen... Z vašega konca verjamem, da je. Ja. Vse je v državnih službah. Ampak te ljudje se tudi ne zavedajo, da njihova plača je odvisna od gospodarstva. Da tiskaj bo stvaril, ki bo nekaj dobil. Ne? In to, kar slišimo od vas predstavnikov tele in program vaš, to bi mogli v bistvu vse stranke. To, kar ste vi danes povedali, nobena stranka leva, pa tudi nekatere desne, še tega niso predstavili na soočenji. Tu govorijo so nekaj za nazaj, tu ono tretje, bla, bla, bla. Novem pa nima konkretno, kako bi situacijo rešil. Tukaj se pa slišimo, kako se situacija rešuje. In če bojo prišli noter poslanci v državni zbor, kateri v bistvu je od osnovne šole gor neki dal in naredil, ne, kot obrtnik in kot kmet in ne vem kaj, bo čisto drugače razmišljal, kot tisti, ki je direkt iz osnovne šole delo polna, ta FDV, dobro je, tudi tiste morajo biti, ampak nekateri take ne venečijo, da ne moreš razumeti, da sploh obstajajo take ljudje, da take, in od takih nimaš kaj pričakovati, da se bo ta Slovenija pomogla. Recimo, že pokrajina se je delala že, ki je bil minister Žagar, ta župan. Ne? Že takrat, in takrat so bile v bistvu leve stranke proti temu, da se nekaj naredi na pokrajinah. Ne? Lahko bi to že vse speljali in ne bi bil po glavnih mestih take gužve in državna uprava se razvijala, tako ki se inštitucije državne. Ne? In bi prišlo to okrog terena. Ukinjajo pošte, državna služba. In država bi lahko poskrbela, da je čim bližje ljudem, ne pa da pošte ukinja, banke ukinja, komate ukinja, skozi morajo, kako se ljudje starajo, da ne morajo do teh dobrin prideti, da bi nekaj naredili in so nekateri prikrajšani. Ne? Na podeželju so pozabili. In jaz vem, da če bo čim več takih ljudi noter v parlamentu, kot ste zdaj predstavili, kot ste vidva, ki ste res v življenju nekaj naredili z rokami, mogla zaslužiti tisto, da ste preživeli. Ker jaz vem, jaz sem tudi pri obrtniku začel delati, kako je bilo v prejšnjih časih, in izvor premoženja in ne vem kaj še vse, in vsak dan so imeli inšpekcije, pa je vrtili in da so oni to preživeli svaka en čas obrtnikom in tudi nekaterim podjetnikom. Ne. Lahko je v državne firme nekaj delati, pa noben neče odgovarjati za to. Če pa obrtnik ali pa nekateri lastnik firme nekaj zafuril, je sam trpel. Tle v Sloveniji pa lahko zafuraš ne vem kakšno firmo, pa te ni nič. Ne. In marsikatere inštitucije v tej Sloveniji bo treba res spremeniti tudi miselnost ljudi, ki noter delajo. In da bojo mogli se z rokami se nekaj zaslužiti. In če bojo res ljudje tako, kot ste vi, ki ste nekaj v življenju skozi dali in začeli delati in razmišljate drugače, boste drugače videli. Ko poslušašte razprave v državnem zboru, kot ste prej rekli, ne zaradi 1200 evrov 6 ur debate, pa se sprašuješ, od kje te ljudje so prišli, a sploh živijo realno življenje. In če bojo ljudje prišli zdaj v državni zbor, take, ki znajo delati, znajo razmišljati, jaz sem siguren, da bo, kar ste prej povedali, da bo Slovenija nekam prišla. Ne pa, da bojo odvisno od nekoga drugega. Hvala. Hvala lepa. Lahko rečemo, da kaj je vaša naloga? Sledite to, kar je gospod ravnokar povedal. Glasove potrebujemo, da bomo prišli v parlament. Kar naprej. Izvolite. Hvala za besedo. Kar skupaj je
prihajam z mehne vasice na koncu abecede, Žiberše, približno iz 250 prebivalci. Dopolnila bi najbolj kandidata Bertota, ki je rekel prej, da je širom te regije se ukvarjal z vsemi stvarmi. Spomnim se rojstva njegovega 12. domna, mislim, da je 84 leta rojen poleti. Imeli smo najhujši košnja, nam je pa motor crknil za puhalnika. Ne? In kaj je Bertota klicati? Ne moram, zdaj v Ljubljano, Ljubljana je vodila. No in kljub temu je Berto pršil, odpeljal motor, šel vmes v Ljubljano in pa nam je pač tu poštimal, da smo mi lahko kmetijska dela naprej opravljali. Hvala Berto, še danes smo vam hvaležni. Ja, mene se je dotaknila, no. Skratka, hotela bi še tu povedati. Naše Žiberše skromne. Pri našem sosedu je 10 otrok predšolskih, ki bojo šli z letošnjim letom vsi v šolo. Ne vsi, po vrsta, ne, v šolo. 300 metrov ceste lokalne je problem asfaltirati. Ko gledam, kaj te mamice vozijo tiste vozičke tam po klancu in potem bomo kjedamo. In zdaj, kako bo avtobus otroke vozil v šolo, mi je uganka. Plus tega vodovod. Jaz vas srčno podpiram na vaši poti, če boste potom države, kaj lažje dobu, kakšne sredstva ali karkoli, da bi se tu pokrili. Mi imamo take probleme, lejte, vodnaki so vodnaki, saj veste. Je prišel inšpektor, mi je pogledal, kure so bile zunaj, kakšno vodo dajete kuram? Ja, kapnico. Jo, kje pa? To morate prekuhati, pa kure noter zoper. Skratka, kure sem mogla v pričo inšpektorce zaprt in pa v nadalje jim je treba prekuhavati vodo. Ni pa mene vprašala, kakšno vodo jaz pijem. Ampak važno, da bomo kuram prekuhali vodo. Najlepša, hvala. Ja. Res je to, kar je rekla gospa Ivanka. Žiberše so raztegnjene puta Pariz, a ne? Ja, tukaj. In še problem vodovoda je v tem, da v teh ceveh zaostaja voda in voda več kot 2 dni nas ne biti, ker se potem razvije notraj granela. Imamo v občinskem proračunu in pomagamo te vodovode skozi razpise tudi urediti. Pod njimi imamo pa mi izviri pitno vode za cel Logatec. Kar se tiče cesta, bo ta letos urejena, res smo tudi šibki na tem področju. Seveda, ker moramo graditi šole, vrtce, ker se Logatec hitro širi. Tlele bomo letos tudi zgradili, tudi bomo dobili od Ministrstva za šolstvo nekaj sredstev, smo pa čakali 3 leta, ker ne bi bilo to poplavno področje, pa nikoli ni to poplavno tukaj, se je pa pred leti dvignila cesta tamle za 10 cm, ko so preplastili asfalt, te so druge poplavne karte in tako dela administracija, ne, da ne pride na teren, da se pogleda, da se preveri. Tle bo treba tudi nek premik narediti, predvsem pa to, da bi občine bile tiste, ki bi upravljali s svojimi zemljišči, pa naj si bo kmetijsko, stavbno, in tukaj so velike težave s temi prostorskimi načrti, ki jih delamo tudi 5-7 let, in ljudje, ki želijo zidati, ki želijo razvijati neko dejavnost, ali pa tudi kmetje, imajo skozi to težavo. Tisti, ki je star 25 let, ko dobi potem možnost zgraditi že 32, pa če se mu še malo kaj zalomi 40, pa se pa ne odloči več. Tudi tle je treba hiteti, tiskamo takrat energijo, da bi nekaj naredil, takrat ga je treba podpreti. Sam je zakonodaja taka, da to ne moš, zakone moramo upoštevati, moramo pa narediti, da bodo te zakoni življenjski, da se da to prilagoditi, narediti. Predvsem pa, da bodo ministrstvo med seboj usklajena in da bomo tega podeželskega človeka, ki želi živeti v podeželju, tam obdržali, ker to je bogatstvo, to je tista akumulacija hrane,
energije, delovne sile, pa tudi, če treba za obrambo, ki je v pomoč mestu, kadar je potrebno. Zato sem prej naštel gasilska prostovoljna društva, pa okrog teh podružničnih šol, pa tudi cerkev svojo skupnostjo. Vse to je gibalo na podeželju, tudi na področju kulture, športa, zdravega življenja. In mislim, če bomo tako, kot je že Janez Evangelist Krek, pa naš doktor Andrej Gosar, ki ga promoviramo, ki se je rodil v Logatcu, te njihove smernice pa želje, ki so jih takrat oni nekako kazali, kako ne bi bilo, mislim, da se tudi za naš slovenski narod ni treba bati. Naši ljudje, moram reči, tu smo vsi pridni, iznajdljivi, delovni. Samo to je treba odpreti, podpreti in ne s kakšnimi zakoni blesavi to nekako dušiti, ki ni potrebno. Tudi, gledajte, jaz vedno pravim, zdravstvo mora biti steber, industrija steber, šolstvo enako, vendar zraven so pa lahko zasebne šole, zaseben zdravnik, zasebniki, recimo privatniki, mehni, smo sateliti velikim firmam, se hitreje vrtimo, hitreje pomagamo in to je treba tudi podpirati. Treba je pa slediti, da ni od zadnji barabije, da se to ne izrablja, predvsem pa treba je naše ljudi pošteno plačati. Jaz sem imel mamo v domu za ostarele in ko gledaš te strežnice, pa te medicinske, kadar tam za majhen denar se matre noč in dan, praznikih, nedeljah, to je treba plačati. So pa nekatere stvari, ki pa so preveč plačane. Imel sem tudi COVID lansko leto v januarju, sem bil v bolnici in smo čistilko, pa glavno zdravnica naučil samo, da je imela čistilka tistega džemsa za ribati. Ampak, ko so dobivali dodatek za COVID, so dobili to v procentu in jaz pravim, ljudje niso procent. Enako je bilo ogrožena ta, ki je lahko čistilka, kot zdravnica, kot sestra. Te dodatki bi mogli biti pa enaki, ne na procent. To se mi zdi, to so taki pogledi, ki jih mi gledamo iz tega obrtniškega, kmečkega stanu ali pa zdrave kmečke pameti, ki ga je treba spraviti v življenje. No. Tako mislim. Zdaj bi vas prosil, če je še kakšno vprašanje, jaz imam ob 8 občinsko sejo, izredno sejo, imamo še 15 minut časa. Sam nekaj z vodovodom rekel. Vete, gospod, v zvezi z vodovodom je pa takole. Evropska unija daje sredstva, če čez 10 000 bivalnih enot poprečeno. Tiska ima čez 10 000 bivalnih enot ne rabi teh sredstev. Ima denar za to. Tudi Evropska unija, precej smo se o tem prepirali, tudi naši predstavniki Franci Bogovič je na to temo govoril. Jaz sem se celo s Portugalci povezal, ki imajo iste probleme kot mi. Oni imajo ravno, da ko imajo vsi po hribih vode, če dan je manj, treba reševati probleme z vodovodom in Evropa da denar samo za umne, ki ga ne rabi. To je tako, veste, ko banka včasih, ko je dala kredit, če si bil 100% sposoben, da ga nisi rabil. Da pa rabil ga to zaprmeni z drugih, nisi izpolneval pogoje. No in ta problem mi moramo tudi reševati. Ravno zato tudi govorim o regiji. Da ima regija neko svojo investicijsko sposobnost, da lahko to dela. Drugi problem so nori predpisi, ki jih imamo. Imamo predpis, da moramo imeti v vrtcu že skoraj toliko vzgojitelj za univerzitetno izobrazbo kot otrok. Veste, država je sprejela predpise. 12 otrok na vzgojiteljcev z univerzitetno izobrazbo. Pa na toliko vzgojiteljc mora biti še toliko pomočnic. Po na koncu dobi pa občina pa položnice staršem, pa občina mora plačati te vzgojiteljce. Mene stara mama mi je da doma, pa znači kar nisi še kar vreča. Znam pa pisati, znam. Niso se z mano ukvarjali vesoljski strokovnjaki, pa sem vsem pa šel v nekakvih domu v življenju, pa do delovnih uspehov. Mi moramo tudi nekje začeti se ukvarjati z resno državo. Zato sem rekel, da tak ljudje, ki pridejo, malo ZKP-a, ne zakona o kazenskem postopku, ampak zdrave kmečke pameti, da bomo razumeli, zakaj gre, da je treba te stvari začeti spreminjati. Glejte, ista zgodba je z mizarji. Najprej sem predpisal varnostne pogoje, da mora imeti vsaka mizarska delavnica na toliko kvadratov, toliko večji primer
cevi za gašenje. In so si morali narediti hidrante. In en mizar si je naredil tako cev, kada mi na mrniku gasilskega hkrati. No, potem so mu dali pa takso na priključno moč. Ne na porabo vode, da ste zidarji, ampak mizarji zelo ne marajo vode v svojih delavnicah, ker če voda not pride, je posušal. In plačujejo pa to, kad bi imel hidroelektrarno, da bi vodo kupovali za elektriko delati, da bi vodo kupovali za voda. Tako da tukaj teh nelogičnih stvari, ki si jih je država spominjala, je enormno. Ne gre za kakšno škodoželjnost, gre za to, da zakonodajalci enostavno niso bili kompetentni ljudje, niso vedeli, o čem odločajo. Vse, če malo na televiziji pogledate, mu vse jasno, kdo odloča pa zakaj. Jaz sem zelo željiv, ampak res je tako. Res je tako. Ljudje, ki niso okusili normalnega življenja, ki niso živeli nič ustvarili, znaka stisne v gumb za vsako tako norost. Zdaj treba pa te stvari pa nazaj začeti počas postavljati. Tako da, če župana vprašate, recimo pivški župan, ne? Ko so ga ljudje začeli spraševati, če je zdrav, ob tolikih stvarih, ki jih rabi, je gradil kolesarske steze. A veste zakaj? Ker z druge strani ni dobil evropskega denarja. Za kolesarske steze ga pa dobro. Pa je rekel, ja glej, če za to dobimo, pa to naredimo. Vsaj nekaj. Pa je zraven državne ceste, pa so še cesto popravili. Pa so še cesto. Ampak teh nelogičnosti, na katere lokalna oblast ne more vplivati, je ogromno. Predpiše jih država, pa se pa sliki. Sprememba enega OPN-ja, super, to še nekaj gre, ampak OPN, skladi z državnimi načrti, ko si bili kaj fertik, se država spomne, da tam nekaj naredila, čist nekaj brezveznega, pa si spet za 10 let dobro. Ja, tako potekajo te stvari. Razpolaganje s prostorom mora nujno iti iz državnega nivoja na regionalni nivo, če ne, smo mrtvi. Škofja Loko je hotel Bosch pripeljati 300 delovnih mest. Izdelava elektronskih aparatov. In po muki Isusovi, po vsemu, ko se je župan, po občinskih svet na zobe meto, po vse, državnega prostorskega načrta ni bilo moč spremeniti in Bosch je šel na Madžarsko. Ampak tudi 300 delovnih mest, ne vesevnih, manuelnih, to je bilo za poklice, za elektronike. To so bile dobre plače. Ti ljudje bi tam s temi svojimi plačami z dohodnino občini doprinesli to denarja, da bi vsi lažje živeli. Ampak, ko so jim povedali, da minimalno 9 let započakali, da bojo prišli do tega gradbenega dovoljenja, adijo. Jaz bi se lahko še vprašati, zaradi tega sem tudi prišel, dr. Pavšerjeva, tudi vaša tema. Industrijske cone, infrastruktura, pa kar se tiče pač in varnosti za okolje in za ljudi. Ste zadovoljni s trenutno infrastrukturo v conah, je to varno, ali treba kaj še vlagati, kakšne tehnološke centre, res namreč mu dal primer, v Cerknici pred 2 letoma vsi vemo za tisti velik požar, ki je bila tista katastrofa, ki smo imeli srečo, da se je v nekraški luknji potem tista voda zbrala in se je potem tudi izčrpali. Ampak na hitro, ker vem, da se vam obudi, bi vas prosil vaše mnenje na to temo in kaj se da narediti, bi bile te cone, bom rekel, primerljive ali pa tehnološko napredne, pa tudi varne za ljudi in za okolje. Ja, gledajte, zdaj se veliko govori pametne vasi, pametna mesta. Mi se zdaj na tem zelo aktivno delamo, res se je ta razpis za pametna mesta razveljavil, ampak mi gremo naprej. Ravno iz tega razloga, mi imamo te zelo močne obrtno industrijske cone. Imeli smo pred leti tudi tukaj smo na poligon inštitutu Jožetu Štefanu, da je postavil senzore na te naše luči, da spremljamo temperaturo, zrak, kvaliteto zraka in vse te možnosti in predvsem pa to, če se te pojavi kakšen požar, kakorkoli, da se to hitro javi. Treba organizirati tudi, čeprav imamo te prostovoljne gasilske društva, a ne, na teh conah mora biti nek red, tako kad je red v nekem bloku, v neki skupni stanovanjski hiši, tam mora biti nek hišnik, mora biti, da nekdo skrbi, da je vse tako, kot mora biti, a ne, da so vsi pregledani gasilni aparati, da so vse te poti narejene tako, kot mora biti,
Te hidranti so res zelo dragi za nekatere. Mi imamo enega v coni, ki plača, porabi na leto 12 kubikov vode, plača pa za to priključino pa ogromno denarja. To določi gradbeni inženir, pa požarna varnost, to ne moš, ker rezimo pa manjših hidrantov, zato je tak števec, a ne? Tudi na tem področju treba zelo veliko delati. Jaz tudi razmišljam, da bi pri nas moral spostaviti vse nekaj profesionalnih gasilcev, da so stalno tam in seveda tudi iz tega razloga, ker Logatec ima tudi koncesijo za na avtocesto. Kakor se kaj naredi, pokliče naše gasilce, in pa veste, kako je v enem majhnem podjetju, če gre vsak teden enkrat, dvakrat ven isti človek, ker tu ne gre, mora biti tu drugače organiziran, čeprav imamo gasilske društvo dobro organizirane, samo mora tu država poskrbeti za to varnost. Taka katastrofa, ki se je naredila pod Skrajniku ali v Kemisu na Vrhniki, je treba to hitro zabeležiti, tudi tam, ker so take veliko goreči materijali z unimi conami, ki začnejo same špricati, skratka, moramo iti naprej tudi na tem področju, ker to je katastrofa. Veste, kaj je to onesnažilo tam okolje. Velika škoda se je naredila, a ne? In treba je o tem razmišljati. Hvala lepa. Hvala lepa.